prav hudo je bilo, ker smo morali vse na roke prati. In otroka sta rasla, pa v vrtcu so se umazali s tisto travico, pa sem imela zmeraj v belih žabahih, ampak potem me je pa mož kupil pa en tak električen strojček, aparat, no, ni bilo še pralnih strojev, vse to smo itak vse strsta, ali pa iz Udin pripeljali. In sem imela samo za mancajne, pa za kuhanje. To je bil enkraten aparat, da sem imela to, nič me ni bilo treba mancati. Nogavice sem not vrgla, pa je bilo mir, pa sem spleklvala. To sem imela eno tako banco, nismo imeli kopalnice v bloku. V stroju je pa mislim, da je največ pripomogel pralni stroj, zatem pa hladilnik pa hladilne skrinje, da se je to hrana lahko dalj časa imela doma. Te aparature, to se je vse zboljšalo. Ja, televizija, vse do amana, v službah imaš računalnike, nobenega trpljenja ni več. Prej smo imeli na žerjavcu likalnik, pa še enega smo imeli prav luštenega, da je bil kamen noter, tisti je prav, pa tudi veste kaj, ker ni bilo včasih, blago ni bilo tako, da ga mogel obvezno likati. Danes je pa tak material, da ga ne treba nič likati, je vseeno, je likalnik ali pa če ga ni. Ja. Lepo zložiš perilo, pa te treba nič likati, se ne zmečka. Včasih je pa samo tak, bolj pletnen je bilo vse skupaj. Tako da sem mogel obvezno likati, tiste bluzce pa srajce pa je bilo kar veliko dela. Ja. No, kar se tiče pa elektrike, pa luči, elektriko smo imeli, seveda, ampak aparatov gospodinjskih pa nikakor ne, nobenih mikserjev, džuserjev ali kaj podobnega. Ja, kar se tiče teh naprav, z leti so se pojavljale nove in nove, je za mene osebno najbolj prišel računalnik ven. In sem mogel še eno deklico, ki se je to bolj zastopila, da me je malo naučila, kako se računalnika, ker računalnik je bil res tako rekoč takrat revolucija, ki je ven prišel. To so bile ogromne škatle, to ni tako, kot tudi zdaj, ker imaš vse na telefonu. To so bile ogromne škatle in iz tistih škatle si pol vse te stvari ven dobival. Tako da za mene je bil računalnik najbolj, plus televizija, ker televizija je bila pa pač pol je tudi s časoma barvna postala in je tudi televizija dosti zaznamovala mojo mladost. Možnost je bila en možakar je bil, ki je znal napeljati tole bakreno žico, pa je bilo na koncu tista žica je bila zvezana z enim kristalčkom in s tistim kristalčkom se lovil postaje. In na ti so bile priklopljene slušalke, pa je pol en lahko poslušal. V bistvu, ali pa dva mogoče, če je en drug zraven vhod išel pri slušalk. Ko da tistega drugega ni bilo pol, kasneje je bilo pa možnost kupiti radio, ampak še tistega smo kupili na obroke. Je bil tudi dosti velik izdatek za tisti čas. V svoji mladosti se ne spomnim nobenih aparatov, ker jih tudi bilo ni. Leta, ne vem, kdaj je to bilo, recimo da 55, je prvi aparat, ki je bil radio, da smo ga dobili, da ga je mama kupila. To je bil pa tudi edini električen aparat, ki smo ga imeli takrat. Ni bilo televizije, ni bilo, ne vem, gramofonov, ni bilo teh stolpov, ki so zdaj, tega nič ni bilo še takrat. Takrat smo samo pol tisti radio imeli in tisti radio smo poslušali, prav popularni je bil takrat Radio Luksemburg. No, kar se tiče pa zdaj radio smo dobili tam nekaj okrog 55 leta, kakšne 5 let ali pa še malo več, kasneje smo mi tudi televizijo imeli. In dok nismo mi televizije imeli, smo hodili k sosedem skoraj cela ulica gledati krovnico, pa imeli, ker so bili bolj bogati v tistih časih, v sorazmerju z nami in so oni imeli televizijo in smo z cele ulice hodili, tako da leta, to se točno spomnim, leta 60 je bila olimpijada v Rimu in smo vsi hodili tisto olimpijado k njim gledati
kako tudi te športne rezultate so imeli, da smo videli, kako pa to poteka, ampak televizija je bila ta prvo črno-bela, ni bila barvna, ne. Barvna je šele kasneje prišla. Ja, kar se tiče programov na televiziji, ni bil cel dan program, ampak je bil samo znak Ljubljana in je bilo cel dan brez programa. Program se je začel šele zvečer, tam okrog 6. ure, dnevnik je včasih ob 8, ne ob 7. In šele takrat se je pol program začel in je program trajal tam do njih. Približno do 11, polnoči, pa so pa spet ugasnili, ni bilo drugega, gorna slika, znak RTV Slovenija. Elektrika nam je res prinesla veselje. Pa smo že radio kupili, Planico, smo poslušali vse novice, potem se je mož sposodil televizor, smo stanovali v bloku, je prišlo cela reč otrok poslušati, polno kuhno sem imela otrok, ker noben drug ni imel še televizija, črno-bela je bila, ampak smo se imeli res fino. Jaz sem imela skozi rade otroke in sem imela polno kuhno kot otrok. Res.